Lepo pozdravljeni na Mohorjevi literarni matineji. Po Barbari Celjski, tokrat v knjižni družbi njene hčere Elizabete in nečaka Ulrika. Danes v svoji sredi kot osrednjo gostjo gostimo doktorico Danijelo Dvoržakovo, avtorico impozantnih zgodovinskih monografij, od katerih sta pri Celjski Mohorjevi družbi dve izšli tudi v slovenščini. Leta 2019 Barbara Celjska, Črna kraljica, ki je doživela že 3 natise, konec lanskega leta pa nadaljevanje pod kraljičinim žezlom. Podnaslov Elizabeta Luksemburška in Ulrik II. Celjski med leti 1437 in 1442 pa z letnicami že nakazuje, da gre za prvi del trilogije o zadnjem Celjanu, ki je še v nastajanju. Danijela Dvoržakova je samostojna znanstvena sodelavka na oddelku za starejšo zgodovino Zgodovinskega inštituta Slovaške akademije znanosti v Bratislavi. Posveča se raziskovanju zgodovine poznega srednjega veka kraljevine Madžarske, posebej v času vladanja Sigismunda Luksemburškega. Pri svojem delu je usmerjena v raziskovanje problematike plemstva, ukvarja pa se tudi z vprašanji dvorne kulture, z odnosi in vsakdanjim življenjem v srednjem veku. Je avtorica ali soavtorica več knjižnih uspešnic in monografij, med še neomenjenimi tudi Vitez in njegov kralj, Stibor iz Stiboric in Sigismund Luksemburški, spomini Helene Kotaner, Konj in človek v srednjem veku in konstanška kronika Ulrika Richtenthala. V monografiji Barbara Celjska, Črna kraljica ter pod kraljičinim žezlom je prevedel dr. Andrej Rozman, prevajalec in literarni zgodovinar, profesor za slovaško književnost na oddelku za slavistiko Filozofske fakultete, nekdanji fakultete v Ljubljani, še vedno pa ambasador slovensko-slovaških kulturnih odnosov in prejemnik Pretnarjeve nagrade 2009 za promocijo slovenske književnosti v tujini. Strokovno je knjigo pregledal ter svojim znanjem in nasveti k obema monografijama dragoceno pripomogel dvojni doktor Igor Grdina, zgodovinar, slovenist, literarni zgodovinar in libretist, pa še marsikaj. Vedno neizčrpan vir znanja in modrosti, sicer pa redni profesor in znanstveni svetnik na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in tudi soavtor slovenske izdaje spominov Helene Kotaner. Jezikovne prepreke pa nam bo pomagala premagati prevajalka in tolmačka doktorica Špela Sevšek-Šramer, sicer docentka za slovaško književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vsem še enkrat prisrčen pozdrav! Delo doktorice Danijele Dvoržakove, še posebej splošnemu bralstvu, prinaša in odkriva zgodbe, ki jih načeloma se nam zdi, da jih vsi poznamo, vendar se odkriva v teh zgodbah, v teh knjigah ogromno novega. Bile so me bolj ali manj neznane doslej. Zgodovinske knjige so redko knjižne uspešnice, razen kadar se berejo tako napeto kot njene, kot napeti romani. Doktorica Dvoržakova, kako se je vam odstiralo to področje? Začeli ste z vojvodom Stiborjem, končali pa pri grofih Celjskih. Áno, ja som končila štúdium histórie iba 2 roky po tzv. Nežnej revolúcii, po páde komunizmu. Svoj študij zgodovine sem končala samo 2 leti po tako imenovani nežni ali pa žametni revolucii. Áno, po páde komunizmu. Po páde komunizma. Takže konečne sa otvorila cesta k štúdiu stredoveku, ktorý sa celé 10 ročia neštudoval okrem nejakých sedliackých povstaní a dejín poddaných. Tako da se je končno odprla pot do študija srednjeveške zgodovine, ki je bil z nekaj izjemami teh večkih ustaj, mogoče več desetletij pravzaprav potisnjen ob rob. No a navrhli mi za tému diplomovej práce postavu vojvodu Stibora, čo bol jeden významný magnát v službách Žigmunda Luksemburského. Tako so mi ponudili za temo naloge, temo o vojvodi Stiborju Stiboric, ki je bil eden zelo izjemnih osebnosti v službi Sigismunda Luksemburškega. Keď napísala som o tom neskôr knihu Rytiera jeho král. In kasneje sem napisala na to temo knjigo Vitez in njegov kralj. No a keďže
cez Žigmunda sa nemôžete vyhnúť Barbore Celskej, ktorá bola jeho druhou manželkou. In seveda, ker se ob Sigismundu ne da ubežati temi Barbare Celske, ki je bila njegova druga žena. Ale ešte v tejto prvej svojej knihe som o nej písala ako negatívnej postave, ako zápornej postave. Ampak že še v tej prvi svoji knjigi sem o Barbari Celski pisala še kot o negativnem liku Barbary Celske. Zdalo sa mi zaujímavé takúto démonickú kráľovnu spracovať do knihy. Zanimivo se mi je zdelo opredeljevati ali pokvarjati se s tako osebnostjo, demonično osebnostjo v knjigi. A začala som písať o démonickej postave a skončila som s pozitívnou postavou. Tako začela sem pisati o osebnosti, torej kot demonični, potem pa sem končala pravzaprav Lebo tie pramene ma k tomu doviedli, ten jej príbeh, bolo to ako detektívny príbeh, kde bolo možné sledovať, ako sa to vlastne celé stalo, prečo tú zlú povesť získala. K temu so mi privedli seveda primarni arhivski viri, ki so potem omogočali mi obdelati to osebnost povsem drugače. No samozrejme zasa Barbora nemôže existovať bez rodiny Celských. Barbara seveda ne more obstajati brez rodbine Celskih. Takže som sa rozhodla spracovať príbeh Ulricha Celského, ktorý bol jednou úplne mimoriadne významnou postavou v dejinách vlastne Uhorského kráľovstva. Tako sem se odločila, da bom obravnavala zgodovino osebnost Ulricha II. Celskega, ki je bil neizmerna osebnost, neizmerna pomembna osebnost. Takže to pokračovanie sa pôvodne malo volať rytier nekorunovaný král, alebo král bez koruny. Od začetka torej namen je bil, da bo ta knjiga imenovana ne kronani, torej král. Materiálu bolo tak veľa, že v tom prvom zväzku ho prevalcovala Alžbeta, ktorej príbeh je tiež dcéra Barborina, ktorej príbeh je tiež taký ohromný. Izkazalo se je, da je gradiva tako veliko, da je virov tako veliko, da je to šele pravzaprav prolog, začetek pisanja in v prvi vlogi je tukaj nastopila, torej hči Alžbeta. V vaših delih, to, kar ste zdaj omenili, ogromno je virov, preseneti ta količina virov, ki jih navajate. Pri tem so s podatki najbolj radodarne mestne knjige, kjer oblasti sistematično zapisujejo, kaj vse porabi grajska gospoda in koliko to stane. Rekli ste, da so to precej bolj odkritosrčni viri kot razne kronike. Pramene z mestských archívov, mestské knihy sú úžasný prameň, lebo na rozdiel od diplomatických nejakých listín a kroník, tam si tí ľudia menej vymýšľajú. No, rekla bi, da so mestne knjige zares izjemen vir, za razliko od drugih, od listin in drugih kronik, so to zelo odkritosrčni viri v tem smislu, da se tukaj ne da izmišljevati. Že mohli síce upraviť množstvo peňazí, ktoré vydali, ale nie položku. Takže z toho máte informácie k tomu každodennému životu v meste a v prípade, ak to bol král alebo aj Ulrich Celský, tak úžasné podrobnosti, čo jedli, kde sa pohybovali, s kým sa stretávali, aké mali problémy, čomu čelili. Kaj vse lahko v teh mestnih knjigah izvemo, lahko so si seveda lahko bi seveda spremenili vsoto od teh, koliko so zapravili, ampak tega, zakaj so porabili, ne, tega pa seveda ne. Tako da imamo neizmerno zanimive vsakdanje podatke o tem, kaj so jedli, kam so hodili, skratka, to je ta neizmeren vir. Plus tí vyslanci mesta neustále cestovali ku kráľovnej alebo aj k Ulrichovi Celskému na dvor. Takže tam a odtiaľ potom písali svoje správy do mesta, čo zažili, ako sa situácia vyvíja, koho museli podplatiť a podobne. Posebno pomembne so poti, potovanja, ki so bila kralju in tukaj imamo v tem vir, kam so potovali, koliko časa, kaj so pri tem darovali, kaj so prinašali in podobno. A Ulrich pýtal veľa teda. Ulrich je zahteval velike vsote. Elizabeta je bila po smrti očeta Sigismunda in moža Albrehta pri 30 v pričakovanju 3. oziroma 4. otroka in bolj ali manj sama proti samosvetu.
Kakšna je bila v primerjavi s staršema in kakšna v primerjavi z drugimi pomembnimi ženskami tistega časa? Nielen Alžbeta, ale aj Barbora boli výnimočné v tom, že prekročili hranice, ktoré boli vymedzené v tom čase ženám v Uhorskom kráľovstve. Ne samo Elizabeta, ampak tudi Barbara obe sta bili ženski, ki sta presegali mejo tega pričakovanega, kaj je bila ženska v tem času. Obidve boli veľmi ambiciozne, veľmi také činorodé, inteligentné a mali proste tú túžbu pomoci. Obe sta bili zelo ambiciozni, delovni in sta hrepeneli pravzaprav potem, da bi bili močni, uspešni. Lenže Barbara to robila s podporou svojho manžela. Vo chvíli, keď zomrel, tak bola v podstate zlikvidovaná. Seveda, za razliko od tega, da je Barbara seveda to delala s podporo moža, v trenutku, ko je Sigismund umrl, so jo likvidirali. Zatiaľ, čo Alžbeta bojovala sama v podstate, nemala toho manžela, bola vdovou. Keď jej manžel zomrel, bola tehotná, ona porodila neskôr syna, Ladislava Podrobka. Medtem ko če je bila potem priprta Barbara, ampak skratka onemogočena po smrti svojega moža, pa je zgodba Elizabete, Alžbete drugačna, ker seveda po smrti svojega moža je ostala v čisto drugačni situaciji, kot smo slišali. Ni imela podpore oziroma je bila v drugačni življenjski situaciji. A s neuveriteľnou odvahou sa pustila do boja o korunu pre toho syna. Neuveriteľnou, bol v podstate proti všetkým. Rodila je, kot smo slišali, Ladislava in z neverjetno močjo ali pa željo se je lotila torej boja za to, da bi njen sin postal naslednik. Maďari jej aj hovoria v historiografii často privlastok, že akaratoš, to je taká odhodlaná, proste nezastaviteľná. Maďari imajo za to posebno poimenovanje, kako je bila pogumna, torej da je nič ni ustavilo, da je šla za svojim ciljem, torej postaviti svojega sina. Slišali smo za to navezo med Celjskimi. Kakšna je bila ta Elizabetina naveza sorodnike na Celjskem? Ulrik je bil v tistem času, se pravi njen bratranec, je bil v tistem času že zelo pomemben aristokrat, pomemben zaveznik. Zakaj je njegov ded upravičeno polagal tako velike upe vanj? Ulrich II. Celjský bol vlastne nádejou rodu, pretože starý otec Herman, ten, ktorý ten rod tak pozdvihol, mal veľmi zlé vzťahy so svojím synom, ktorý nechal zavraždiť svoju manželku, aby sa mohol oženiť s Veronikou Deseničkou. To je ten slávny príbeh romantický. Ulrich je bil seveda veliko upanje Hermana, tudi zato, ker je imel Herman II. Slabe odnose s svojim sinom, kot poznamo zgodbo, kar se je zgodbo za svojo ženo Elizabeto in potem za Veroniko Deseniško, s katero se je poročil. Takže on do ňou investoval peniaze, úsilie, kontakty, vyslal ho ako mladého na púť do Santiaga, cestoval po Európe, získaval skúsenosti, takže mal tie predpoklady stať sa tou nádejou rodu. Njegov ded, torej Ulrikov ded, je torej zelo veliko investiral denarja in svojih navezav. Naprimer, med drugim ga je poslal v Santiago de Compostela na poti po Evropi, tako da je to njegovo pot začel. A on to potom aj zúročil. A bol to jeden z mála mužov, o ktorých sa Alžbeta opierala. To je potem tudi dobro izkoristil in bil je eden izmed moških, med redkimi, na katerega se je Elizabeta lahko opirala. In njegov čas še pride, kot pridajo knjige o Ulriku. Dr. Grdina, vi ste strokovno pregledali slovenski prevod in kot sem že omenila, bili ste res zelo dragocena pomoč, ker veliko besed v slovenskem jeziku sploh ne poznamo za to strokovno področje. Kako ocenjujete pomen teh monografij za slovensko strokovni prostor, pa tudi za splošno bralstvo, za naše zavedanje o lastni preteklosti? Poleg tega pa, kot ste že včeraj omenili, ko smo knjigo predstavljali na Celjskem, sporednic s sodobnim prostorom in časom v tej knjigi ne manjka. Še jaz vse lepo pozdravljam.
ogrski feudalizem je drugačen, kot je naš. Torej, so drugačne ustanove, zlasti kar zadeva torej, ta svobodna kraljevska mesta in neke terminologije preprosto ni. Ne? In zdaj prevajalec je bil v velikanski zadregi in je bilo to treba rešiti tako, da je na neki način verodostojno, da pa tudi poimenovanje samo nekaj pove. Morda se bo prijelo, morda se ne bo prijelo, prej bi rekel, da ne, ker kdaj bojo slovenski zgodovinopisci srednjega veka pač posegli v ta prostor, čeprav je to za nas zanimivo, ker v Prekmurju in še bolj noter na Ogrskem, govorimo o ogrski, ne o mađarski, torej je vendarle bilo to zadevalo tudi Slovence. Zato mislim, da ni kar tako, kar sva se trudila. Zdaj pa to še o drugem, v vzporednicah. Ta knjiga je pravzaprav nek v orehovo lupino stisnjen srednji vek. Z vsemi strastmi, z vsemi povezavami, ki jih najdemo tudi v drugih časih. Na neki način se bo morda zdela knjiga pač o Elizabeti Luksemburški nekaj takega, kot bi danes pisali o Melanii Trump. Torej, o nekom, ki je z nami povezan, ampak vendarle je glavno torišče pa nekje drugje. Vendar se bo potem gotovo v nadaljevanju pokazalo, da je pravzaprav stvar drugačna, da je to bolj povezano z nami in seveda tudi na drug način. Vemo, da Ulrik Celjski je bil prvi slovenski politik, ki je izgubil glavo v Beogradu, ne zadnji. Skratka, teh vzporednic bo zelo mnogo. Potem je pa to tudi neka mala enciklopedija srednjega veka. Že sinoči sem rekel, da je avtorica v eni svoji drugi knjigi povedala, da preveč ve o srednjem veku, da bi si želela v tistem času živeti. Torej, na neki način je vendarle treba to opazovati z neke daljave. Kogar zanima, recimo, pač, kako se je delal na neki način državni udar v srednjem veku, bo videl udar in protiudar. Eni so molili pa pilili, ko so kradli krono, drugi so pretendenta naredili za zakonitega vladarja. Skratka, vse mogoče situacije, protisituacije, ki jih je pri nas nekoliko opisala Ana Vambres-Zamer v svojem romanu Grafen von Cilij und Nimmermehr, torej danes grofje Celjski in nikoli več. Knjiga, ki je bila tako v nemškem izvirniku in v slovenskem prevodu zelo uspešna, v več generacijah, 6 izdaj v vsakem jeziku je do zdaj in to je lep dosežek. Skratka, Celjani vznemirjajo, zato ker so pač tako živopisni in tako v jasnost postavijo nekaj, kar je na neki način obče človeškega, kajti želja po oblasti, moči, pa potem na neki način pa tudi po večnem življenju, kajti iz te knjige se poučimo o mumificiranju v srednjem veku. Torej, kako so obdelali pač pokojnikov truplo, če je bil ta monarh. In še stvari, vidi se tudi, to, kar je kolegica napisala eno res interesantno knjigo o konju,
in človeku v srednjem veku. Ne, torej, gotovo zelo izvirna ideja, kaj konj pomeni v tistem času. Ne vem, današnji sociologi mogoče šele zdaj odkrivajo avtomobil in njegov človek. Takrat je bil človek in njegov konj, vrstni red je tudi pomemben. Skratka, tukaj gre za, to hočem poudariti, moderno razumevanje srednjega veka brez zlate legende, ki je romantična, in brez črne legende o srednjem veku, pač, da je bilo tako temno, da celo mi, zgodovinarji, nismo nič videli. Ampak vendarle pa z neko jasno zavestjo, da je to za večino ljudi svet na eksistenčnem minimumu, ampak vidimo pa tudi zgornja nadstropja. In v tem smislu pravim, je knjiga na nekem primeru, ki zadeva tudi nas, enciklopedija. Hvala lepa. Dr. Andrej Rozman, vi ste knjigo prevedli, ampak pri tej knjigi imate večjo vlogo, ker ste pravzaprav zaslužni, da jo sploh poznamo. Ja, no, seveda jaz lahko govorim kot prevajalec. Za mene je to bil vedno izziv, torej vsak tele zgodovinske reči, ki jih pač prevajam, mi vedno odkrivajo nek nov svet. A ne, recimo, zanimivo je v tej knjigi, kar je značilno srednjeevropskih državnih blagajn. Vedno so prazni. No, recimo, tam je lepa zgodba o dunajskih geserih. To je, ko je Albrecht tako predporočno pogodbo z Sigismundom podpisal, da ni Sigismund mu plačal, pa to, kar bi mogel Sigismund plačati, on njemu mogel dati denar. In seveda, kako ne do tega denarja pride, pa čez skoro 12,000 Židov na Dunaju. 12,000 Judov je skuril na Dunaju. In to je bilo vedno, in tudi ta boga Elizabeta, ona je stalno tudi zastavljala svoje kronske dragulje, da je prišla do denarja, recimo pri raznih trgovcih na Dunaju. Potem, recimo, zanimivo je tudi področje kuhanja strupov. Benedetke so bile glavne pred tem in so seveda kuhale 500 vrst strupov. In tudi proti strupe so kuhali. No, in ko so hoteli Sigismunda Luksemburškega zastrupiti, so zbrali 10 na smrt obsojenih moških in so dali 5 strup, 5 so dali pa strup in protistrup, in tisti 5 s protistrupom so preživeli. Ampak so potem opustili to idejo za strupi Sigismunda, ker je v bistvu cele vozove protistrupov jedlo. In tudi to Elizabeto so zastrupili tako, da so jih nanesli znotraj krznenega plašča strupa. In rekla, pogledajte, kako lep mantel mi je prinesel poljski kralj, čez 2 dni je pa umrla. Ampak pogledajte, to se zdaj dogaja, recimo na Valnemu so nanesli nagate strup. Torej, da nič novega na svetu, ni samo obleka je drugačno, način prehrane je drugačen, ne jahamo več vzhodnji, ampak se vozimo z avtomobili, letamo z letali. Ampak v bistvu te vzorci, pogledajte, če gledate zdaj, kako se Madžari obnašajo. Enako so se obnašali v 15. stoletju. Torej, bili so proti vsemu samo zase. To je. No in seveda sem zelo hvaležen tudi Igorju, ker ti dva sva bila zgodovinarska inovatorja pri raziskovanju teh pojmov, ki so pač bili uporabljeni. Jaz se veselim, torej naslednjih 2 knjig upam, da ne bom preškripnil, da bom še to prevedel, ker je to res velik zalogaj in zelo zanimiva stvar. In mislim, da bi lahko te obe knjigi
bili tudi kot študijsko gradivo za študente zgodovinopisja. Ker to le odpira nek nov pogled v ta srednjeevropski prostor, ker pri nas je zmotno mišljenje, da mi smo južni Slovani. Takle, mi smo zahodni Slovani, se pozna tudi po besednem zakladu in mi smo vedno inklinirali proti Srednji Evropi, proti Češki, proti Slovaški, ne pa na Balkanu. In če že tako gledate, če primerjamo Slovake pa Slovence, mi smo imeli v bistvu enako zgodovinsko usodo, bili smo vedno sestavni del neke večje državne oblike, in samo s to razliko, da mi smo po prvi svetovni vojni prišli v družbo z manj kulturno razvitimi, gospodarsko razvitimi državami, področji Slovaki pa Čehi, ki so jih postavili v bistvu v obdobju med obema vojnama na noge. To je to in tudi med obema svetovnima vojnama je bilo veliko kontaktov s tem prostorom, to če omenimo Pax Romana, to je bilo to štipendijsko gibanje, povezava katoliških univerz in je recimo sigurno 20 študentov Slovencev takrat šlo v Bratislavo študirati, enako so prihajali Slovaki k nam. Samo s to razliko, da pri nas se je malo to ohranilo, gor so pa v bistvu po drugi svetovni vojni te ljudi onemogočili. To je pač tako, da je bil ta socializm res nesreča za Srednjo Evropo. Ampak tudi se zahvaljujem, ďakujem kolegi Dane, ktorá sa strašno usiluje, ona je usilovná ako včelička, je pridná ako čebelica. Takže, že napíše tie dve knižky a že to potom ich budeme prezentovať. Hvala. Zahvaljujem se kolegici Danijeli Dvoržakovi, da sledite še dve knjigi, ki bomo z veseljem tukaj predstavili. Če to so razumeli. Hvala lepa. Preden pa vas povabim k vprašanjem in k razmislekom, pa bi rada besedo dala še nekomu, ki je pomembno obogatil slovensko izdajo knjige, in sicer so to umetniške upodobitve iz grafičnega cikla Grofje Celjski. Tako v knjigi so upodobljeni tudi po lobanskih rekonstrukcijah in oživijo Herman II., Barbara Celjska, Friderik in Veronika, pa seveda poslednji Celjan, Ulrik Celjski. Gospod Rudi Španzel, Grofje Celjski so že dolgo vaš navdih, ampak vi pravite, da bi morali biti tudi širše za vse nas. Izvolite. Se moram sedeti, ali stojiti? Lepo pozdravljeni, Mitleropeci, lepo pozdravljeni Štajerci. Besede, ki so bile izrečene, so bile pač, bi rekel, imenitne, nam pisane na kožo, oziroma nas so pravzaprav počesale do te mere, da smo danes zelo ponosni, da smo priča drugi izdaji razmišljanja v bistvu. To ni samo roman, to je znanstveno delo in lekcija našim zgodovinarjem skozi čas, kajti vemo, da bom rekel, stare Avstrije oziroma Nemcev Celjani več kot toliko niso zanimali, kasneje v Jugoslaviji pa Srbov še manj. Tako da je ta celjska zgodba ostala v naših srcih in bom rekel v genskem spominu do te mere zapisana, da se imamo vsi tisti, ki smo rojeni v Celju, za malo celjske grobe. No in v tem duhu sem tudi jaz zarastel in pognal korenine, ki se pravi, ki me, bom rekel, nagovarjajo še danes, zato sem tudi danes tukaj in sem vesel, da z vami delimo to imenitno predstavitev in nove dosežke in nove dokaze in nova vedenja o tej zgodovini.
Seveda sem knjigo prvo prečital, drugo tudi, zato bom malo repliciral morda gospoda Grdino pa gospoda Rozmana, kajti tudi jaz sem užival v tem pisanju, oziroma ker tu so postreženi stvari, so počrtani z dokumenti, in jaz občudujem gospod Dvoržakovo, kako ona, odkot toliko energije, da je prečesala vse arhive, od Vatikana do Prage, do Budimpešte, do Dunaja in tako dalje. Tako da stvari sedijo, in to je občudovanja vredno. No in se pravi, mi, ki smo pa po genske spominu celjski grofje, smo se plemenitili tudi na tem, kar je gospod Grdina omenil, Anna van Brexamer, heute Grafen von Cilij und niemals mehr. No in tukaj smo mi potem, bom rekel, kopali naprej. V Celju imamo tudi enega pisatelja, ki se je pisal Novačan, ki je tudi pisal nekaj o Celjanih, o Barbari in podobno. Potem vemo, da je Župančič celo nekaj pisal. Potem vemo, da je Kreft tudi nekaj pisal. In tudi Uražen, tale zgodovinar celjski, imamo njegove precej zanimive opise in tako dalje. Tako da na ta način smo mi prišli malo, bom rekel, bliže tej celjski zgodbi. Na koncu sem pa prečital pravzaprav pa ta dnevnik Helene Kotaner, ki je izpod rok Igorja Grdine prišla. No in to je pa zgodba dvorne dame Barbare Celjske, in to je imenitno pisanje. No in kako bi rekel, vse te skrivnosti in kombinacije, ki se pojavljajo v zvezi s politiko, s trupi, z okoljprnašanjem in podobno, je dobro bilo rečeno, se dotikajo tudi današnjega časa, ker ista župa se tudi danes skuha, seveda so začimbe morda malo drugačne, drugače pa vse isto, taki smo pač ljudje. No in kar se tiče o potenci celjskih, bi sam to rekel, da ko se je spodnji grad popravljal v Celjski, zdaj, ker je notar pač tudi galerija in tako dalje, mi je arhitekt povedal, da so odkopali ogromne količine školjk, praznih, ostrik in podobnih. Se pravi, da ni bil to tisti črni srednji vek, ki je bil pač, tako rečeno, zelo črn, se pravi, da so bile te povezave zelo, bom rekel, mnogo številne oziroma dobre. Se pravi, školjko, jaz jih imam zelo rad, zato to poznam, se je, se pravi, za korajžo in za potenco, pravzaprav. Celjani so oddaljeni od morja, bom rekel, 150 km in tako dalje, in školjka, ko se je, mora biti živa, oziroma frišna. Se pravi, da je bil od Trsta, bom rekel, ki je najbližje nam, do Celja, se pravi, neka odlična povezava, kjer so Celjani dobivali frišne, žive školjke v Celje. No in očitno so jih toliko pojedli, da so potem, ko so tudi temelje sanirali v Celju, se pravi, odvozili velike kubike školjčnih lupin. No in kot vemo, je imel tudi Ulrik na koncu kar, mislim, da neko število otrok, če se ne motim, vendar so takrat razsajale davice in mumsi in podobne bolezni in skratka ni bilo naslednika. No, to so seveda pa potem izkoristili pa tisti, ki pač so stregli po življenju Celjanom. No in zanimiva stvar je še ta, jaz sem bil že kot v mladih letih, malo me je zanimala zgodovina in arheologija, smo s bicikli prečesali Savinjsko dolino, no to so samo take intermezzo zgodbe, ki so pa v zvezi s tem seveda, in Nov Klošter je en grad pri Polzeli, zdaj je noter Opozdej. No in tam, jaz sem bil pa od mojega očeta, ki je bil na rudniku za Bukovcev v službi, smo imeli pa neki detektor za kovine. In smo potem mi biciklisti, kaj smo iskali? Na Žovneku smo iskali sablje, pa to, pa gor, pa dol, in kaj? Smo pod obzidjem šli s tistim detektorjem in kaj? Same pokrovi odpira pa in podobnih stvari so vam padali, ampak
Na koncu sem pa jaz, kar mislim, tudi pokloniti Žovneku, kajti v bližnji prihodnosti, nekaj, kar bi tudi gospod Vožakov rad povabil, bomo naredili na Žovneku, rojstnem mestu, bom rekel, Celjanov, tudi eno razstavo in jaz bom popucal vse ladlice, da bom najdel risbe na temo Celjanov, pa še nove bom naredil. In se pravi, pod tem obzidjem sem jaz najdel 5 puščic in to od samostrelov. In samostrel je nekaj drugega kot pa lok. Samostrel je puščica, ki prebija oklep. In to je pozni srednji vek, to je konec viteštva. Se pravi, no in te puščice imam jaz 4 komade, ki jih mislim pokloniti gradu Žovneku. No in se pravi, to je grad Žovnek v Braslovčih, nižje dol pri Polzeli je pa grad Nov Klošter, kjer je danes, kot sem že rekel, Opus Dei. Tam smo pa mi iskali, ko je bil gang noter na dvorišču, smo iskali pa puške, seveda. In po gangu smo bili pa tak fostni, ko se reče, in si to, noter smo našli kar precej pušk, si to odvignil, in tako dalje, in je bila noter puška. In tam nekaj zašpila spet, če gledate televizijo, ko iščejo zlato v Avstraliji, podobno zažvižga, smo rekli, smetana puška, dvignemo tisto in kaj? Noter je bilo nekaj zavidga in točno veliko v velikosti nekaj majliherce mogoče in tako dalje. In odprem in pade dol in je noter dvoročna sabla, dvoročni meč. No in jaz sem imel pa kasneje, seveda pa prijatelje tudi v muzeju in tako dalje, in sem ta meč odnesel, da ga pogledajo, in v ročaju, ki je razpad, ki je bil povezan seveda z neko žico, se pravi bakreno, je razpadel, ker je bil lesen, noter je bil pa listek. In noter je bilo razžrt seveda od časa in arije, je bilo pa napisano v latinščini, in so mi prevedli potem in na tem dvoročnem meču je pisalo hladna kazen. Zelo zanimivo. No in potem sem jaz dal ta meč na analizo v muzej, kjer so to pogledali in so našli en štempelj, se pravi štempelj, kjer je bila silueta glava volka. In kaj so ugotovili? Da je to bila orožarna, ne samo na Dunaju, kot gospa piše, da so tam bile velike orožarne, ker so Celjani orožje kupali, ampak v Pasavu, v Donavi, kjer je bil pa škof, mislim, da je bil neki žlahtnik od Hermana Celjskega. Tako da izgleda, da so iz Pasava dobivali orožje. In apropo tega, moram samo to reči, da mi je strašansko žal, da v Celju, v muzeju, je samo ena čelada, s katero sem jaz naslikal tudi Barbaro Strelsko na naslovni strani moje knjige, in orožja ni. In jaz sem to sablo poklonil muzeju Celje, tako da imajo vse eno sablo. Vedeti moramo pa to, če boste hodili po Štajerskem, pojdite v Graz, kjer je odlična zbirka oziroma muzej srednjeveškega orožja. In jaz sem prepričan, da je to celjsko orožje in tako dalje. No, skratka, vsak grad na Štajerskem je imel pod orožjem določeno število hlapcev, 15-30, in to je bilo pač, kot je pač moralo biti. No in kasneje seveda so pa to prevzeli pa tisti, ki so tle vladali 800 let, oziroma in tako dalje, in se je ta zbirka pač znašla gor. Tako da mi je po tej strani zelo žal. Ampak da vas ne bi preveč moril s temi zgodbami, ki so pač meni na kožo pisane, oziroma jih imam rad, bi pa rekel na koncu samo to. Klanjam se našim 3 protagonistom, posebno pa gospe Danieli. Ona je naredila, ne roman, ona je naredila, to je znanstveno delo, in je gospod Rozman odlično rekel, da so to učbeniki za naše tiste, ki jih to več kot toliko ni zanimalo. No in čisto za konco bi pa rekel sledeče. Mislim, da je to enkraten material, čudovit material, da se to, recimo, poznamo čudovite angleške filme, francoske filme, o Mariji Orleanski in tako dalje. A ne bi bila to zgodba za teater ježita, oziroma za film, in bi bila to veličastna stvar, če bi skupaj stopili Čehi, Slovaki, Mađari, Avstrijci, Slovenci, in to bi bila lahko velika zadeva.
No, tako da to bi bil poklon in ena misel za naprej, kajti stvari očitno nastajajo, se pravi zgodba in zadnji del, tako rekoč smrti na Kalemegdanu, ko so Ulrika hinrihtali, kot se reče po naše, ne, je pravzaprav kliče po tem, da se to ekranizira oziroma da se spravi v drugo obliko zgodbe. No, in jaz se veselim naslednje knjige in seveda tudi filma, če bomo imeli to moč ali pa, kako bi rekel, voljo, da počrtamo te velike zgodbe poznega srednjega veka na naših tleh, se pravi, kot smo že rekli, ni bil tako črn, brez luči, ne, se pravi, bila je tudi luč, in ki je ponovno zasvetila. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Bomo se dobili še v vaših slikah, to so tematike, ki imajo še ogromno zapovedati. Gospa Zvonka Zupanič-Slavec se je tudi ukvarjala z celjskimi grofi, pa glede na to, da sem jo opazila zdaj med občinstvom, lepo povabljeni še kakšni besedi. Lepa hvala. Prisrčne čestitke vsem avtorici Danieli, vsej tej trojici, vsem, ki ste danes knjigo tukaj predstavljali, slikarju. Glejte, stvari imajo gotovo veliko različnih aspektov. Jaz sem slučajno zdravnica, zgodovinarka medicine in celjski so naši na vse načine. Ne samo historično, rodoslovno, potem v zvezi s plemenstvom in tako naprej, kot velika plemiška družina, heraldično, ampak tudi imajo nekaj medicinskega ozadja. In ko je bila genetika kot nova metoda upeljana v 90-ih letih in so rusko-carsko družino romanov identificirali, Peter Gill je to bil en znameniti angleški laboratorij, kjer so jih identificirali, takrat so iz Celjskega pokrajinskega muzeja poklicali, a bi vi bili pripravljeni identificirati lovanje grofov celjskih. Wow, si rečeš, no, to pa je taka ponudba, da človek pravzaprav ne sme odkloniti. In se je začela ena dolga zgodba od tiste seveda fizične identifikacijske poti, antropološke predvsem, sodno-medicinske, stomatološke, tukaj je veliko metod, ki so do takrat pač to obravnavale, do seveda želje, da se jih tudi genetsko identificira. In jaz sem takrat tudi kontaktirala laboratorij dr. Petra Gilla in sem dobila ponudbo za 200.000 mark, takrat so ga marke. In ko sem jaz to matam povedala kolegom, ki mora biti lahko sodelovali, so rekli, to pa ne pride upoštev Zvonka, to je pa, se razume, predrago, ne? No in potem smo imeli ta pogum v Celju in tudi prelat je dal, tudi so dali dovoljenje, da lahko vzamemo vzorce teh lobanj, čisto tle v zadnji, čisto skrito, veste, skrito. In tudi potem se to rekonstruiralo, tako da sem dobila neke majhne koščke lobanje od vsakega in to skrbno označila. In potem sem jaz s tem potovala po svetu. Od Poncija do Pilata praktično in najbolj se nadejala, da bom tukaj v Ameriki uspela to študijo opraviti. Mogoče v tem času lahko dam okrog knjige, družinska povezanost grofov celjskih, tole lahko dam. Potem je pa to tudi pri založbi Springer išlo kot New Method of Identifying Family-Related Skulls. Daniela to pozna, ker smo sodelovali tudi že pri Barbari Celjski. Tako da, če še hoče to pogledati, lahko dam tudi naokrog. No in na koncu je potem izpadlo, da pravzaprav smo to študijo večinsko genetsko delali v Rimu, na La Sapienci. In veliko sem pa delala tudi paleopatološko pri profesor Strohalu v Pragi. In bila je še ena pomembna sodelavka, ki se ukvarja z epigenetiko in prihaja iz Dunajske medicinske fakultete, profesorica Hauser. Tako da to je bil tak zelo mednaroden projekt iskanja možnosti. Zdaj, prva stvar seveda je, da ti poskušaš živeče potomce iskati.
In malo si mislimo, pol tisočletna preteklost, odmaknjeni čas, se to je čisto nemogoče. Pa so potem se rodovniki malo pokazali, da bi naj v Lübecku živeli eni, torej ženski potomci, po ženski strani, in mi bi tukaj pač mitohondrijsko DNK preučevali, ki se po ženski liniji deduje, ampak od njih se ni dalo nobenega odgovora dobiti. Tako da je tukaj pač bila pika in... Medtem ko te kosti, morate si predstavljati, da ko je cerkev gorela, ko so reševali te, to so bile torej, veste, to so relikvije pravzaprav za ljudi, nekaj, kar je tako svetega kot najbolj taki znani plemiči, in so samo pograbili lobanje, in to so lobanje ostale tudi brez spodnjih čeljustnic. Spodnje čeljustnice ne držijo, tako da imamo samo pri eni lobanje eno polovičko spodnje čeljustnice in s tem marsikaj manjka, težko recimo potem karkoli pač zelo zares rečeš. Dolgih kosti praktično ni bilo, no in potem smo pač to na različne načine pregledovali in prišli do ene metode, ki se imenuje epigenetika. In sicer je, torej dedno je tem lobanjam skupno, ne lobanjam, ampak dedovanju je skupno, da so oblike obnosnih votlin, pa zgornje čeljustničih, sinusi rečemo, sinusi, to so votline v glavi, drugače bi bila glava zelo težka, in te se po svoji obliki in velikosti dedujejo, tako da zgornje čeljustne, potem nosnice, potem tudi očnice, oblike oči, velikost in tako naprej, in tudi vse mogoče stvari na lobanji, od tega, kako te suture, rečemo, ti šivi lobanski se zarastejo, do, mislim, res kupica zelo drobnih stvari, ki so tudi v knjigi prikazani, zelo scientistično se skupaj deluje, ampak to so stvari, ki so vedno pogojene in je iz tega nastalo potem eno družinsko drevo in pač tam verjetno nekaj zelo blizu resnice. To si boste lahko točno pogledali, kaj je tam v knjigi. No in tako da potem na koncu si pa vedno znova rečeš, kako so ti ljudje izgledali. In v tistem času je obstajala ena gerasimovska metoda vizualne rekonstrukcije in se pri tem pač ve, glede na to, kako močna se, kako recimo so ličnice močne, potem kako se vidi, da so mogoče neka narastišča mišic bila izrazita, lahko recimo približno predvidiš, kako je nekdo izgledal, pa še malo maščobnega tkiva čez. In takrat so potem z Rudijem Španzlom prišla skupaj in je Rudi takrat narisal te podobe, ki so bile, torej knjiga 2002 je šla, pa to je bilo že zrisano prej. Ja, 99 je bilo zrisano, 2002 je ta prva knjiga je šla, medtem ko 2004 je šla tale pri Springerju. In je pač seveda malo licencije poetike, mislim, to si lahko mislimo, Zdaj, še novejše metode pač omogočajo že tudi kup nekih 3D rekonstrukcij, in je to tudi nekaj, kar zna biti zanimivo, ampak kakorkoli. Hotela sem samo to povedati, da grofje celjski so na vse načine del nekega slovenskega prstnega odtisa, neke naše identitete, nečesa, kar nas zaznamuje, in zato ni čudno, da nas vedno znova intrigirajo in da smo lahko potem takih del, kot nam jih Daniela prinaša, še posebej veseli, in če bi pa en tak film naredili, jaz mislim, da naši tukaj tudi profesor Grdina je že veliko tega pripravljal in je že tudi kar nekaj posneto. Ne vem, kje je sicer obtičalo, ampak recimo, da bo. In bomo lahko še gledali te neke velike srednjeevropske povezave med ljudmi, čas, duha, veličine, ker pač kri ni voda. In recimo še danes, če gledamo kakšne Savinjčane zelo naprej pomaknjeno spodnjo čeljustjo, pač vemo, da so tudi ti mogoče tudi poskočni mladci puščali tudi krvni odtis na tamkajšnjih prebivalcih. Hvala lepa. Hvala lepa,
Malo smo že pozni, če ima kdo še zelo na hitro kratko vprašanje za doktorico Dvoržakovo, sicer pa je danes priložnost, da se podpiše v knjigo, ker so knjige danes malo ugodnejše na voljo, gotovo pa še na koncu kakšna beseda z njo. Sicer pa čisto za konec, doktorica Dvoržakova, rekli ste, da večji del Ulrikove zgodbe še prihaja. Si upate napovedati, kdaj se bomo spet dobili ob naslednji knjigi? Čez 2 meseca. No, samozrejme, pracujem na tom a určite by som chcela budúci rok vydať ďalší zväzok, pokračovanie teda príbehu Ulricha Celského, ktorý bude zhruba do roku 1449. Seveda delam, seveda delam, raziskujem, delam torej na tej drugi knjigi. Ja. Delam na drugi knjigi, ki jo boste, ki bo v nadaljevanju in bo obsegala Ulrichovo življenje, ne, do leta 1449. Skratka, doktorica Danijela Dvoržakova piše, gospod Rozman bo prevedel, tako da mi se veselimo nadaljevanja, ker zlati časi Ulrika Celjskega še prihajajo. Tako da za danes najlepša hvala, spoštovani gostje, doktorica Danijela Dvoržakova, dvojni doktor Igor Grdina, doktor Andrej Rozman in seveda gospod Rudi Španzer, doktorica Zvonka Zupanič-Slavec. Hvala vam vsem za ta pogovor in za sodelovanje pri nastajanju te izjemne knjige, ki, kot sem rekla, je danes na voljo in tudi priložnost za podpis avtorice. Doktorica Špela Sevšek Šramer, hvala, da ste nam pomagali čez jezikovne prepreke. Posebej pa hvala vsem vam za obisk, za pozornost in kmalu spet v kakšni priložnosti. Nasvidenje.